Katerega? S prstanom? Ja, poglej. Super. Manca, Kaj gled. ne, čakaj. Kaj ti ste malo više, da vidiš še kamera? Absolutno. Kje smo? Tukaj, ne? Ja, Okay, to smo. Odlično. Lej, dejansko prstan je zelo taka zabavna stvar, ker vsi imamo prstane, ne? Realno, Ja. veš, ne? Imaš poročne prstane, imamo vse, ampak recimo jaz imam v bistvu ta prstan zelo poseben, ker je neke vrste magneten, ker če ga vzamem roko, lahko... Začeli bomo četrtkovo jutro precej bolj čarovniško kot ponavadi. Gre za osebo, ki bo danes očarala, pričarala slabo voljo, bo odpeljalo stran kar naenkrat in pričarala bo tudi kakšen nasmeh. V naši družbi Aleksander Štucelj, poznan tudi bolj kot Magic Aleksander. Zdravo, živijo. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Mi smo se malo pogovarjali izven etra, ne, in nekdo reče čarovnik, ti tudi si prej omenil čarovnika, nekdo reče čarodej, nekdo reče iluzionist. Kaj je zdaj prav, v bistvu, kakšna je sploh razlika? V bistvu vsi smo čarodeji, to so samo pol te podvrste, ne? Pač čarovnik, iluzionist, mentalist, rokohitrec, ne? Odvisno, kako se kdorkoli imenuje, ne? Rokohitrec. Ja, dejansko res. Je malo z divjega zahoda. Ja, to je res, ja. Ampak dejansko eni to se tako imenuje. Ampak vsi smo čarodeji, no. Pač prevod magician iz angleščine v slovenščine je čarodej, tako da vsi smo čarodeji. Ok, torej vsi čarodeji, Ja. potem pa odvisno, v kaj ste specializirani. Ja, točno to, ja. Odvisno, Ja, to, kak se imenuje, ne. Ker recimo Copperfield je iluzionist, ne. Ne vem, Darren Brown je mentalist, ne. Ampak kaj si pa ti kaj se imaš, kot kaj? Jaz sem v bistvu čarodej, Čarodej. ker jaz delam vse. Pač nisem se nikoli opredelil, da bi rad bil to. Vse delam nekako tako po malem, no. Ok. Ja. Glede to, da si potem čarodej, a resno jemlješ čarovniški kodeks, mislim, ne razkriješ, nikoli še nisi razkril kakšnega svojega trika, recimo. Kako je kaj s tem kodeksom, se ga tudi drugi čarovniki držijo, kako je s tem? Veš kak je, jaz v bistvu razkrivam trike, ampak razkrivam jih samo v svojih akademijah, kjer pač poučujem svoje učence trike. Da je pa zdaj je šel tako v neka, da bi vse razkril svoje trike, ki pa jih jaz izvajam pa ne. Pa ti bom dal čist preprost primer, da boš razumel, zakaj to ne gre. Recimo, ko si ti, če si zdaj predstavljam, da smo mi zdaj v šoli, pa si se ti naučil en trik, pa si prideš v šolo, v razred, pa rečeš, jaz sem naučil en ful dober trik, pa jim pokaže, pa so vsi navdušeni, ne, pa te vsi rečejo, super, ne, daj še enkrat pokaž, ne, ti si pa ful car, ne, in zdaj, če mi ti razkril, bi vsak od tistih vzel ta trik, pa bi šel v naslednje razrede, pa bi si kazal ta trik. Zato vedno moraš držati skrivnost, zaradi tega, da boš ti Car. Tako. Razumem. Vse jasno, zelo enostavna stvar. Obstaja neke sorte za zaščito tvojih trikov ali kaj takega? Ne, tu pa imamo mi recimo ogromno težav, zaradi tega, ker se tudi pri nam dogajajo vse te stvari, pač kopiranja pa tako, plagijati in tako, ampak se težko zaščiti zaradi tega, ker naša v bistvu umetnost, ta veda gre ogromno let nazaj, ne? In zdaj mi nimamo dokumentiran, daj si je zdaj pred 20 leti nek trik zmislil, ne? To je zdaj ta težava, ne? Nimamo toliko zaščiten to, imamo recimo zaščiten neke patente, da recimo, da ti gre zdaj skopirati David Copperfieldovo neko iluzijo, ko se ženska prereže, to bi recimo lahko mogoče bilo, ampak ti lahko recimo ta trik vzameš, pa ga spremeniš na čist drug način in zdaj ni njegov trik več, ne? Ok. In imamo tu malo te težave, ne? To je isto kot v glasbi, torej čisto isto kot v glasbi. Tako, ja. Mene zanima več o tej akademiji, sicer, ki si omenil, torej šola čarodejstva. Kako jo poimenuješ? Čarobna akademija. Čarobna akademija. Ja, ki bradavičarka je bila že zasedena. Ja, nisem mogel, veš. Nisi mogel, ja. Mene to zanima, kaj to so dejansko v živo, ali imaš mogoče tudi za kakšne iz vseh delov Slovenije, prideš ti kam, kako to poteka? V bistvu sta dva načina. En način je spletna akademija, kjer v bistvu se gor grejo na spletno stran in si kupijo v bistvu ta tečaj, kjer se naučijo preko 100 trikov. In potem so v bistvu to na posnetki vnaprej in pač on gleda, ne, in se uči. Druga je pa individualna akademija, ker se pa uči 1 na 1 z menoj. To imam pa jaz v bistvu v Celju, svoj studio in pač oni prihajajo, v bistvu iz cele Slovenije prihajajo k meni, pa se učijo trike in potem jih vadijo in kažejo pa svojim prijateljem. Tako. Pa je več žensk ali več moških? Več je moških, ampak imam pa trenutno 5 žensk, no. Ok, cool. Ja, imam dve so zdaj najstnice, ene so še zdaj prišle v osnovno šolo, tako da tako malo mešano. Ni pa starostno omejeno, ne, glede na to, da imaš osnovno šolke? Ne, ni. Imamo od 6. leta pa do 60 trenutno.
Norma, ne rabijo trenirati za ono žensko, ki jo razpolovijo. Ja, ja. Rabijo ful dosti kandidatov, če jih mislijo razpoloviti. Ne vem, kako to gre. Mislim, mene ne bojo razpolovili. Ja, ne veš še, kaj se v dan zgodil, ne? Ok, super. Kratka pauza, damo en hit, pa se vrnemo nazaj z Magic Aleksandrom v četrtkovem jutrnjem intervjuju. Dobro jutro. Jutro. Magic Alexander v našem studiu ob četrtkovem jutrnjem intervjuju. Dobro jutro, sem skupaj še enkrat. Dobro jutro. Kateri so najbolj šolski triki, tisti, ki si jih nekdo, ki želi postati čarodej, mora naučiti? Veš, kak je, tu je recimo, ko si prej omenil glasbo, tu je zelo podobna stvar, mi imamo neke osnove in recimo prve stvari, ki se nekateri naučijo je, da nek kovanec izgine, pa se potem prečara eno iz ušes in tako, pač to so neke osnove. In to je recimo ful dober uvod, pol za vse trike naprej, ker vsi triki podobno delujejo, neka stvar izgine, se spremeni, se pojavi, se teleportira in tako. Ampak ponavadi ljudje začnejo tako, s kakimi kartami ali pa s kakimi žogicami, ne vem, s cigareti, zobotrebci, tako, neki majhnimi predmeti. Ne. Čakaj, zanimivo, vsako stvar, ki je omenil, točno sem videl, kaj bi se moralo z njimi zgoditi. Ne? Kaj bi se lahko, Cigaret v nos, pa kar nekje druge pride ven. Ja, exactly. Čakaj, koliko jih pa ti znaš, na primer, teh trikov imaš? To me vsi sprašujejo. In nikoli ne veš. Ne vem prave, mislim, ogromno, no, pač jaz se že s tem ukvarjam, se pravim, 10 leta, to je za 19 let. Poznam ogromno trikov, ogromno kombinacij tudi, ne, da bi zdaj rekel neko številko, ne vem, 2000, ne vem, če je to, ne, ker lahko da jih še več, ne vem. Ampak v tisočih govorimo, na primer. Absolutno. Okay. Ja. A kako si pa ti začel sicer, samouk ali pa si se od koga učil, si se ti prek kakšnih videov učil, kako je bilo to? V bistvu mi je en sošolec pokazal en trik v osnovni šoli in tam je nekako navdušil, da sem se pač začel s tem ukvarjati. Nisem si nikoli predstavljal, da bom s tem celo življenje ukvarjal, ampak je pa to nekako naneslo, da me je to taka stvar zelo veselila in tudi recimo jaz, ko sem bil v osnovni šoli, sem bil zelo tak sramežljiv fant in ko sem začel kazati trike, sem se kar v nekega drugega fanta spremenil in so ljudje rekli, ti si pa čist drug, ne. In potem je to zdaj nekako ustal in se s tem pač ukvarjam in me veseli, ne. Tak so bili nekako začetki. Žiga te je sicer vprašal za neke osnovne trike, kateri je pa tebi najtežji? Kot čarodeju, kateri ti je tisti, ki je res si rabo ogromno krat poskusi, da ti je uspel ali pa mogoče še vedno poskušaš? Ja, v bistvu dva odgovora ti bom dal. Okay. Prvo je, če zdaj misliš najtežje v smislu, da ga toliko let rabiš, to so verjetno kakve manipulacije, recimo, ker ko ti vadiš trike s kartami, ko jih ti takole manipulira z njimi, rabiš več let, da se te prsti navadijo na te trike, pa karte pa gibe, ne. Drugo odgovor je pa v bistvu, najtežji trik je pa v bistvu, da lahko ti s triki zabaviš ljudi. Okay. Ker to je v bistvu prava čarovnija, ne, ker vsak zna pokazati trik, nobenega pa država pa potem postane, da ti s tem trikom potem zabavaš ljudi, ne. In to največ let dobiš, rabiš ogromno enih ur in kilometrine, da potem lahko ti s tem trikom greš na oder in narediš nek šov. Ker to je potem najtežje. Ker ni sam trik, ne. Vsi mislijo, se naučim en trik, pa sem čarodej. Ni, ne. Ker v bistvu je ogromno ene psihologije, ti moraš imeti zgodbo okoli tega trika. Ogromno je, rabiš ful velik planov, če gre trik narobe, ne. Ker to je najhujša stvar, če gledaš čarodeja, pa če mu spodleti trik, ne, ni vredo čarodej, ne. Pri glasbeniku, slišiš enega, bom slišal še drugega, ne. Če en najame čarodeja, če ga vidi, da mu spodleti, ne bo več najel čarodeja, ne. Tako je, ne. Realno je, ne. In pač je treba res biti zelo pozorn na take stvari. Čakaj, kje si pa prvič vadil to zabavanje folka kot čarodej? Kar v šoli. Tako, najprej med sošolci, pa tako, potem sem pa, ful smešna scena, potem sem pa dejansko naredil svoj šov na valeti svoji v osnovni šoli in sem dal pa svojo prvi to predstavo, se je predstavila polomne, ampak so bili pa začetki, ne, prav spomnim se. In tam se nekako začel, ne, in potem so vsi govorili, to je to za tebe, ne, in ono tretje, pa se to nekako sem imel skozi to v mislih, zraven sem pač delal šolo, pa to vadil skozi, ne, konstantno doma, po 13-14 ur na dan. Mogoče glih nadaljevanje vprašanja prejšnjega, oziroma si ga že sam zastavil. Ti je bolj všeč nasmejati občinstvo ali šokirati občinstvo? Ja, jaz sem v bistvu oboje, zdaj to izvajam, recimo jaz sem zdaj malo tu v Sloveniji dodal neko novo stvar, kao stand-up magic comedy.
To je recimo kot neke vrste bi šli gledati stand-up komika, pozdravljam, da si šokiran s triki, ki jih on izvaja. Ne. To recimo jaz zdaj zelo ljubim in probam to vedno komponirati v vsak svoj trik, malo komedije, pa malo tega šoka, ampak še vsem pa gledam, da je v bistvu, da so triki tako strukturirani, da je v bistvu, da je humorno. Da je humor. Ja, to mi je všeč, no. Torej, v bistvu ti je šokirati težje ali ti je nasmejati težje osebo? V bistvu mi je, ja, po mojem bolj nasmejati mi je teže. Šokirati ne, ker imam dosti takih trikov. Šokantnih, ki znajo ti same za sapo. Čeprav mi Slovenci smo zelo težko za tako, mi smo tako, pač, ko ti enemu pokažeš trik, vedno on razmišlja, kako si to naredil, pa tudi takih reakcij ne izvajamo, odvisno od osebe. V tujini recimo, ko greš ti v Anglijo, Ameriko, to je noro, ne? Ti mu pokažeš nek trik brezvezen, on je čist noro, leti stran, ne, ono tretje se dere, res, ne, to je res. Tu pa si Slovenci, kako je to naredil? res. Ne pustimo tega čustvenega. Točno to, ne boš ti mene. Ja, točno to. Ampak, zdaj smo govorili o tem, da si želiš nasmejati, želiš šokirati. Si imel kdaj težave zaradi kakšnega trika? Ja, precej. Imel sem kar enih par trikov, ko sem imel kar precej težav. Večinoma so bili tudi kakšni triki, ko sem za koga izumil. Kak nov trik, ker jaz tudi recimo probam za različna teta podjetja pa različne neke reklame, pa to, ko delam, izumljam kakšne trike in potem moram ta trik predati nekomu in ga naučiti. In tu sem imel največ recimo s tem težav, da bi jaz imel sam težave, na odru ne, ker vem, koliko ur rabim, da ga zvadim. Tu sem je recimo imel najtežje, ne, recimo enega novega zdaj naučiti ta trik, ki sem ga Ja, ampak veš, kako mislim težave, kot naprimer, da si ti, ne vem, po cesti... Si nekomu začaral in je izginilo 100 evrov. Ja, ali pa da naprimer te to nekdo misliš? napadel, mogoče zaradi tega trika, ki si ti naredil, na ta način. Ja, tudi to se mi je zgodilo. Ne boste verjeli, ampak veliko ljudi verjame v to. Ne? Oni dejansko verjamejo, da čarovnija obstaja. Jaz vedno tako rečem, če si iskren, čarovnija ne obstaja. Ne? Pač, da bi bilo za nekaj nadnaravno ni in to jaz vedno trdim, da jaz to nimam. Če pa si en to predstavlja, če ga pa to usrečuje, pa naj... Zdaj si predstavljam še. Ja, no in zdaj jaz ogromno nastopam, ogromno enih ljudi srečam in sem bil pač že po celem svetu in se spomnim, da sem bil enkrat v Egiptu in sem tam imajo pa drugačno kulturo in tam pa verjamejo v take šamane pa te stvari in jaz sem tam pokazal trik in je človek bil čisti sebe. In rekel, da me noče videti, da tako mi kazal, kao go away from me, pa tako ne, pač res je bil napadalen, kao, da ker jaz to znam ne narediti. Ampak recimo se mi je že veliko stvari zgodilo, recimo spomnim se ene punce, da sem jim pokazal nek trik, pa je dobila pa kurjo kožo, pa čez bleda je ratala, pa tak. Res eni res doživijo pravo čarovnijo tisne. Okej. You black magic, You black magic, ja. you bad man, you go away. Kako sicer pa tvoji najbližji doživljajo tvoje poslanstvo? Je tako, da zdaj priješ na družinsko kosilo ob nedeljah in rečejo vsi, kaj si se naučil kaj novega, naredi en trik, prosim. Imam nov komplet kart, da pokažem. Ne, ali pa veš zmanjka pire krompir, dej začaraj pire krompir. Ja, tega je konstantno. No. Mislim, ja, kamorkoli grem, je kar naprej ljudje. Mislim, najbolj pogosto mi je, ko me sprašujejo, da mi pričari 500 evrov. To je kar naprej. Drugače pa ne, doma probam to malo omejiti. No. Če imam res neko dobro novo stvar, potem jo pokažem, drugače mi pa ne težim skozi, ker vem, da sem že full enih trikov pokazal, pa probam to malo omejiti. Drugače imam pa jaz ogromno svojih teh magician friendov, ne, pač prijateljev, čarodejev, ker pač se mi dobivamo in si pač izmenjujemo ideje in tam jim največ pač pokažem teh trikov, novih na idej. Sej, mi smo isti bili. On je prišel skozi vrata Kaprisa danes zjutraj in jaz kaj bo kakšen trik, boš, prva stvar, ki sem ga vprašala. Jaz sem za vsak slučaj prinesel set za malega čarovnika, ki sem se vprašal, da bo rekel, da ne. Da ne, ja. Naredi nekaj s tem, od mojega Blaža. Ja. Kratka pauzica, pa nadaljujemo pogovor. Tak se malce bolj čarovniški, že čez nekaj trenutkov. Stanite z nami, dobro jutro. Jutro. Nadaljujemo pogovor z Magic Aleksandrom v našem četrtkovem jutranjem intervjuju. V našem studiu sedi in vsi samo čakamo, kdaj bo naredil kakšen trik, ampak najprej ga valjda moramo podrocati malo na njegovem področju. Ne? Jaz čakam, da nam pričara malo tlene 3 šalce kave in teta. Hočeš to čarovnijo? Mojca! Lezi to. Mojca! Enkrat Mojca in kava prinese. Koga izbereš med naslednjimi in zakaj? David Blaine,
ali Chris Angel? David Blaine. Ok, ker? Mogoče tudi Dynamo je nekje pri tem primeren, kot se mi zdi, da to nekje mentalist. Tako bom rekel, Dynama najbolj poznam, Blaina sem že srečal, Chris Angel sem ga tudi srečal. Zakaj David Blaina? Zato, ker je David Blaine je po moje enih najbolj, tako bom rekel, on se dejansko res gre do konca pri vsaki svojemu triku, ki ga naredi. On gre res v take ekstreme, da to je neverjetno. Pač jaz se spomnim, ko je enkrat razlagal, da je hotel podreti, da lahko drži dih pod vodo. On je to treniral ne vem koliko let z nekimi potapljači, pa to, da je presegal to mejo 15 minut, se zdaj že en drug na Finskem, mislim, da presegal 17 minut ali koliko. Ampak on se je toliko posvetil temu triku, da je rekel, da bo on šel do konca. Zakaj ne Chris Angel? Chris Angel je nekako po domač povedan, usran v našem svetu. Zato, ker je pač nekatere njegove stvari, ko jih gledaš, on pravi, da so res, pa v bistvu niso res. On je veliko, recimo, ko delo te televizijske šove, pa to je veliko so, recimo, to priredili kako stvar na teh šovih. Kar recimo Blaine ni, Blaine recimo vse je naredil real, vse kar je naredil da TV je bilo dejansko real, on pa ni, on je pa to malo izrablo. Je pa zanimiva stvar, da sem pa šel Chris Angela gledati v Las Vegas in sem šel isto ga gledati tudi Copperfielda in sem rekel, da ima Chris Angel boljšo predstavo, kar je pa zdaj spet zanimiva stvar. Tako da, ja, ampak če bi me to vprašal, zato bi izbral David Blaine, ker mi je tudi tako veliki dol. Ko si ga že omenil, zdaj pa gremo k dvema velikanoma, torej Copperfield ali Houdini? Absolutno Houdini. Houdini je taka, on je ikona v našem svetu, zaradi njega je toliko enih trikov nastal in toliko enih čarovnikov ima inspiracije od njega, od Houdinija. David Copperfield je pa v bistvu, jaz bi tako rekel, legenda, zaradi tega, ker on je pa postavil čarovnijo v naš moderni svet. V bistvu Chris Angel in Copperfield sta oba veliko bolj recimo televizijska produkta, kot recimo za čas Houdinija, ki ni bilo pač to toliko možno. Točno to. Houdini je takrat, morate razumeti, on je v bistvu takrat ni bilo nič, nisi imel nobenih dostop do knjig, pa to, on je vse sam izumljal, on je šel sred New Yorka, so ga dali v prisilni jopič, so ga dvignili gor in potem je cel New York prišel gleda, kako se on rešil iz tega prisilnega jopiča, to je noro bilo, kaj on vse počel. Tu pa je drugače, tu pa, ko je prišla televizija ven, je pač David Copperfield bil eden izmed prvih, ko je pa res delal neverjetne šove z neverjetnim budžetom, to zdaj je impossible dobiti kaj tazga. In je res naredil pač čarovnijo, je res naredil pač nekaj posebnega, in tako da smo vsi čarodeji hvaležni njemu. Dobro, med vsemi temi, ki si prej naštel, ki si jih spoznal, kateri je zate največji, zdaj živeči? Poleg Magic Aleksandra, seveda. Zagotovo David Copperfield, ker on je res taka ikona, legenda. Jaz imam ogromno svojih idolov, par idolov žal ni več, med nami pa sem imel srečo, da sem jih spoznal, ampak če bi pa zdaj tako izmed tako, da bi te največjega spoznal, pa zagotovo kak Copperfield pa Blaine, to so recimo dva taka, sta cool. V bistvu mi smo prinesli tudi čarovniški set. Toliko, da mu ga boš ti predal. Na kavčku je. Na kavčku je pokrit, je skrit, veš, da je presenečen. Sem ga skril, da se ga ne vidim. Ja. Zato je on čarovnik in ne jaz, le. Ok. Ga boš prav odprl? Si pogledal, če je vse not. Pravilno ga obrni, da ne bomo zgubili stvari. Nice. Še iz prejšnjega rojstnega dne od Blaža, ki se jaz smo večeral. Kaj povej, samo malo dvigni za kamero. Za kamero malo dvigni. Ja, evo, da vidijo, kaj sploh, o čem govorimo. Ki je čarovniška palčka, od kjer je potem. Aleksander, ko primeš en takšen set v roke, kakšni občutki te prevevajo? Tako bom rekel. Zdaj, ko gledam pač
sem pač malo šokiran, glede na kvaliteto, ker je res čip, ampak dobro, nema veze, it's ok, to nema veze. Mislim, da bo rekel, kako je res dobro narejeno. Res je, čip. Ampak ja, to so recimo neki taki osnovni triki, ko recimo nekdo kupi nek set, pa pač dobi take trike noter. Ampak recimo vam lahko povem eno štorijo, ne? Jaz imam recimo tudi svoj čarovniški set, ne? In jaz sem pač z razlogom zaradi takšnih setov sem jaz naredil svoj set, zaradi tega, ker teh trikov noben ne bo izvajal, ne? Pač to noter, te lončke pa to... Ne, lončke so katastrofa. Ja, no vse ti pravim, vse za to. Karte so še ok. In to je... Oprosti, Ja, povej nam povej. razliko med tem in tvojim. Ja, no, saj to Zakaj? sem glih hotel zdaj povedati. To ne. se imenuje magična škatla, če se ne Tako, motim. ja, magična škatla. In jaz recimo tukaj noter oglašuje, da se boš naučil 150 trikov, ne? Ne. In nikoli se ne boš Ne. naučil 100, in tudi nikoli jih ne boš izvajal. Mogoče boš izvajal kaka žogco to, pa kaka s palcem pa to, ampak ne boš pa šel na ulico, pa bo zdaj s tem kačaro, ne? Zato sem jaz potem v bistvu naredil tako trike, da ti lahko izvajaš kjerkoli, kadarkoli. V mojem setu se jih naučiš 30, ampak ko ti greš ven, ko vidiš nek predmet, boš s tem naredil trik. In to je ful razlika in ne rabiš nobenih pripomočkov, ne? In zato sem jaz pol to mal probo tu v Sloveniji to mal pušati, ne? Ker taki seti so, se pravi, tako, ne bo recimo če bo en otrok to dobil, ga bo mogoče zanimalo en teden, pa bo to dal stran. V glavnem, glavni trik tega seta je to, da je par evrov manj v denarnici. To se kot Vedno, ja. To je v bistvu Žiga je čaral na rojstnem dnevu svojega sina, ko je Ja. hotel poslati ostale otroke domov. Ne. Takrat je bilo Veš, kaj je fora? spravili domov. On se je z mano že strinjal, ker so se izven etra o tem pogovarjali. V bistvu je bila fora, da ko ti pokažeš otrokom te fore, ki jaz sem se jih kar več sem Mogel nekaj učiti, časa valjda. mogel vaditi, Valjda, ne, da ja. bo to izpadlo na rojstnem dnevu ful dobro. Kako imaš ti ful faca papija? Ej, gremo mi domov, brat. Ja, veš, fora je, da ko ti narediš en trik, ne, ni res, pokaži drugo roko. Kaj imaš tam drugo? Nič nimam, nič. Tlačiš v žep, Tlačiš noter v enega žep. zajčka, da valjda ne bojo Ampak videli. ful dobro, preden smo šli v eter, si rekel, da noben pravi čarovnik ne potrebuje nobenega pripomočka. Ja, res je. To pa sem zelo pristaš temu. Ti lahko v bistvu izvajaš trike, to je glih ta point, ne, ker pravi, če bi jaz prišel tu s škatlami, pa ne vem, kaj vse, ne. Jaz sem pričakovala nek srebrn kovček. Ja, vse se mi del, ja, vse to To je je to, ta ne. ideja o Ja. čarovniku. To je ta ideja, Tako je. ne. Zdaj pa z brezrokavnika zajca bom potegnil. Ja, zdaj ga dostavljajo. Ja, se pravi, to je pravi tisti čar, da lahko narediš kjerkoli, kadarkoli, s čimerkoli nekaj, ne. In to je prava magija, ne. Ma ti moraš imeti tudi dejansko ne samo znanje, pač čarovništvo, ampak tudi malo domišljije, kje lahko bi kakšen ja, predmet ja, uporabil, ja, ja, ne? absolutno. Malo inovativnosti, kako bi kaj. Absolutno. Koliko tukaj je recimo ločnica kreativa pa sama izvedba? Kreativa je v bistvu kar dosti, no, pač večji procent, ker najprej moraš dobiti neko idejo, kaj bi rad ti recimo naredil. In absolutno, tako si rekla, jaz recimo zelo opazujem prostor okoli mene. Recimo za mene je najboljši Magic Shop Teddy, zaradi tega, ker noter so taki predmeti, ko jaz lahko vzamem, pa lahko iz tega naredim nek trik, ne. Top. In jaz recimo grem tja si zbirati neke ideje, kreative. Idejo. Ja. Se vem, da se čudno zdi, ampak to recimo vsi ti čarodeji tako pač funkcionirajo in tako delujejo. In najboljši triki nastanejo takrat, ko recimo lajaki, spravi vi, daste neko idejo, neko bizarno. Takrat najboljši triki nastanejo. Ker recimo vi razmišljate, jaz razmišljam v smislu mojih trikov, pa 19 let znanja, pa ono tretje, in pol recimo ti bi rekla neko čudno stvar, ampak meni bi bila pa, ful dobra stvar, ne. In po bi jaz na podlagi tega naredil nek trik, ne. Tako da, ja. Naredi un Pazi, trik, kot kaj si ga prej govoriš. pokazal meni. Katerega? A ja, s prstanom? Ja, poglej. Super. Ja, manjca Aj, gled. ne, Čakaj, čakaj. evo, kaj ti stoji malo više, da vidiš Ja, še kamera? absolutno. Kje smo tukaj, Ja, ne? tako, to smo, to smo. Odlično. Lej, dejansko prstan je zelo taka zabavna stvar, ker vsi imamo prstane, ne? Realno, Ja. veš, ne? Imaš poročne prstane, imamo vse, ampak recimo jaz imam v bistvu ta prstan zelo poseben, ker je neke vrste magneten, ker če ga vzamem roko, lahko gre nazaj na moj prst. Kaj? Dobro, ne? Mislim, ja, nič. Ne bom, ful lepo, jaz sem fasciniran. Ne bom študiral kako, ful lepo, samo rekel bom, wow. Studije.
No, na take načine se pač lahko recimo neke stvari Nič nisem štekala. Ne rabiš. Ja, se ne rabiš, ne. Samo rečeš, wow. Mi smo Wow, se to. sezone tam na hodniku pogovarjali, on rekel, Kaj se je zgodilo? ne boš ti mene, Ne boš ti mene. Ok, to. Ja. Ok, dobro, v redu. Ja. Dej, na kratka pauzica, gremo na hit in nadaljujemo potem že čez nekaj trenutkov. Četrtkov jutranji intervju nadaljujemo z Magic Aleksandrom. Kmalu vidim, da bomo imeli tudi Magic Aljaž. Ti si padel noter. Jaz mogoče ta set, kaj prodaš ta set? Jaz bi imel to. Sploh, ej, ne, tako si tiste rinke, veš, eno v drugo, sploh se ni videlo, Aljaž. Ko začnem jaz terenke prijemati v roke, glej, to se samo... Zdaj pokaži na Ajde, kameru. dej, pokaži en trik. Moraš na Aljaž kameru trik. pokaži, tle. Imaš tako, glej, pač, glejte, pač... Glejte, Oba obročka so cela, ne? Obročka so cela, ne? In zdaj to, zdaj to. Hvala. Če jutro imam en šov, imaš čas? Ej, tako, jaz sem za, gremo. Okay. A ga mar za kakšno znano slovensko osebnost, med katerimi si tudi z številnimi že sodeloval? Kot kaj za trik ali kaj? Ja, te trike si sodeloval z veliko slovenskimi osebami. Ja, absolutno. Mislim, da sem že kar precej tem slavnim kazal trike. Pa ful je zanimivo, zaradi tega, ker vsako izmed njih je malo drugače reagiral. To Kdo mi je ima bilo tudi- potencial? Za biti dobra publika ali za biti dober čarodej? Eno in drugo, Dober čarodej. eno in drugo. Ja. To pa moram zdaj prav pomisliti, kjer je bil tak, da bi bil res... Ne vem, zdaj mi je prišel v spomin, da je Ranko Babič je ful dober. res? Ja, ful, ker je, to je to, ne, kar sem prej rekel, ker je humor dal noter v trik. Ne, in vem, da je Špeli Grošelj, mislim, nekaj kazal, pa rekel, no, zdaj naredil, da ti je v modrci izginil. Na tak način se Ranko Babič, pač, ne. Klasično, ja, Klasik. Ne, tako da, ja, pač mogoče, to sem zdaj dobil, ampak ful jih je bilo, se pravi, ne vem, iz glave, da bi prav rekel. Aha, Lara Jankovič, recimo, ful dobro. A dej? Ja, No, ona to. tudi se je tudi noter vrgla, pa prav naredila, prav cel šov. Tako da eni imajo potencial, ampak se pravi, oni so taki mački, ko znajo nastopati, pa to pa je tudi dosti lažje potem njim, da to narediti šov iz tega. Ne. Ok, bil si pa tudi, mogoče marsikdo tega o tebi ne ve, v filmu Gremo mi po svoje dve, Ja, res je. kjer si bil izbran med 6500 prijavljenimi. Kako je bilo to? Kako je ta izkušnja? Mogoče razmišljaš, da bi šel že kaj v filmske vode, da bi se kaj s tem ukvarjal? Kako je bila izkušnja? Bilo je dejansko zelo smešno. Jaz sem to šel jaz nisem šel z namenom, da bi rad bil v filmu. Jaz sem se sprehajal dol po Celju in sem videl, da je audicija na eni šoli in pridem jaz notri in po je bilo to ogromno otrok, en čez drugega so delali tiste papirje in jaz sem vedel, da jaz imam enega eduta, ne, ker jaz znam pa čarati. In jaz pridem tja, dam prijavnico, ne, in pol mene pokličejo noter na audicijo in je bil, ja, povej. Sorry, samo da prekinem, je začaral, da vse prijavnice zginejo, samo njegovo ostane. Zato sem bil zbran. Oprosti. In pridem noter v to audicijo, ne, in bil je ta režiser Miha Hočevar, pa dva sta bila še zraven, po mojem njegova asistenta, prijem noter in pač sem videl, da je že bil mal najet, pač ker so bili sami otroci, pa to, ne, pa kaj ti delaš, ja, jaz pa košarko igram, jaz pa nogomet, ne, in jaz prijem noter, pa rečem, Miha, jaz vam zdaj pokazal en trik in dam karte ven in pokažem trik, cep, naslednji dan so me klicali si sprejeti v drugi krog. In isto je bilo v drugem krogu, jaz pridem z ful enimi rekviziti, spet jim pokažem tam trike, jaz izbran v film. Po je bilo pa dejansko zelo taka ful dobra izkušnja, no, imali smo skupaj z Jurjem Zrnecom, pa Tadejem Tošo smo se ful poštekali, pa bili smo na snemanju, taka zabavna izkušnja. Tako, če bi pa šel v filmske vode, zagotovo bi šel, ker mene tudi ful film tudi zanima, ampak nekako me zdaj recimo ful imam enih različnih projektov na svojem področju, tako da ne vem, nikoli se ne ve, bi pa zagotovo. No. Mogoče pa združiš oba projekta, Ja, veš, nikoli ne veš. ja, nikoli ne veš, ja, res je. Mene zanima, kako oziroma kje te najde BBC. Mislim, verjetno nisi šel mimo v Celju mimo ene šole, Ne, pa ne, BBC audicija, dal pa zavil tam, prijavnico. tako, ja. Ne, absolutno ne. Jaz ogromno objavljam svojih posnetkov gor na socialna omrežja. In pač tudi tukaj sem pač jaz konstantno objavljam na YouTube, pa na Instagram, pa Facebook, takrat še ni bilo TikToka, je bil bolj YouTube. In so mi pač poslali mail, da pač oni snemajo, mislim, da imajo neko oddajo, v katerem objavljajo različne trike. In pa sem mislil, da je to natek, ne, pač nisem verjel, zaradi tega, kaj bo zdaj enega Slovenca, zdaj tu, ne, pač največja televizija.
In potem sem napisal, če je pač ok, ali je to res ali ne, in potem sem pa videl, da so imeli tisti podpis, ko imajo dol v footerju, ne pač ono. In sem rekel, ok, ne, in potem sem jim poslal ta video, pač ko so ga objavili, in se to je bilo en par sekund, in potem sem jim tudi napisal, koliko ljudi pa to gleda, poprečno, in sem rekel, ja, tam imajo 10 milijonov, ne. Okay. Okay. In potem smo dejansko s celo svojo familijo gledali pol tisti video, prav spomnim se, ko so ga pol predvajali, ne? In pol je bilo ful smešno, se ima še nek video, and now here is David Copperfield, here is Chris Angel, and now Alexander Štukl from Slovenija. In pol moj video noter. Tako da ja, pa so me spet še enkrat klicali za eno drugo oddajo, sem spet en video poslal, da zdaj smo nekaj na kontaktu. Zdaj smo na ti. Torej v bistvu Ja, zdaj smo na ti, Britain's Got Talent je bila neko logično sosledje te BBC-a. Kako je pa ta izkušnja potekala? To je pa spet druga stvar. Recimo jaz sem bil na slovenskih talentih, pol so me povabili na hrvaške talente. Pol sem pa rekel, zdaj pa tak, ne, zdaj če grem, bom šel pač na največji talent show na svetu, ne. In to sem se jaz sam prijavil, ne. In jaz sem šel najprej gor v Anglijo in prvo leto nisem točno vedel, kako to dejansko funkcionira, ker jaz si nisem znal predstavljati. Jaz sem prišel tja v London in tam so imeli v dvorani je bilo 2000 prijavljenih talentov v enem dnevu, ne. In jaz prijem tja in to je bilo jaz sem imel v enem dnevu 3 predizbore za 3 različne producente, ne. In jaz v prvem letu nisem bil zbran za audicijo. Da sem rekel, jaz sem tak človek, da ne odneham, sem rekel, grem drugo leto spet. In sem šel spet, potem sem bil pa zbran in sem prišel noter na audicijo in sem pa naredil full cool audicijo pa vse. Ampak je bil pa problem ta zaradi tega, ker je bilo pa tisto leto največ prijavljenih čarodejev na Britain's Got Talent in je tudi čarodej tisto leto zmagal. In je bilo toliko čarodejev, da so nas potem dali v mix noter, ne. In jaz nimam tega posnetka zdaj, da bi ga lahko pač naprej objavil kamorkoli, ker mi ga tudi niso obstil pol. Ampak v bistvu skoraj sem prišel po finale, no, tako bom rekel. Zelo so bili navdušeni Simon pa to, tako da je bila taka ful dobra izkušnja, no, tudi. Je še eno vprašanje na to vezano, kako se pa razlikujejo slovenski talenti od britanskih, na primer? To je dan pa noč. Tu je dosti, recimo pri Britain's Got Talent, tu je dosti ene priprave pa detajlov, pa tu recimo tu dobiš res producenta, ko se 100% fokusira na tvojo točko, da je tvoja točka res kar se le da dobra. In tudi zelo teže pride zraven, tu ne boš kar prišel zraven, pa ne, ni variante, res rabiš ogromno enega. Točka mora biti res dobra, da te zajamejo pa da greš, ker oni pač iz celega sveta dobivajo, ne. Tu v Sloveniji je drugače, zaradi tega, ker tukaj imamo večinoma slovenske talente in pač zdaj malo primanjkuje, pa tudi kličejo ene niste nazaj, pa pač naredijo malo drugače, kar jih pač razumem, se pač morajo narediti šov. Se pravi, to je dosti večja stvar, ne, Britain's Got Talent, to je noro, ne, tako da je dosti teže bilo, no. Če bi se kdo prijavil, sam lahko rečem, so sreča. Tudi večja trema, verjetno. Večja trema, absolutno, pa več priprav, pa to je druga država, pa tudi jezik, pa vse, ne, to je dosti stvari, ne. Dobro, torej veš, spoznaš se, bodisi na filmske platna, na televizijo, na svoje predstave in tako naprej, ampak če povzamemo mogoče malček tudi ta hollywoodski del čarovništva in skratka nasploh čarovniških trikov, torej recimo The Prestige, Christian Bale, pa konec koncev tudi Harry Potter, čeprav je domišljijski film. A se ti zdi, da so čarovniški triki predstavljeni v filmih v redu, kot tudi v pop kulturi, ali se ti zdi, da tam pa res malo pretiravajo? V bistvu tako, jaz recimo, moj najlepši film je ta Prestige, ko si ga omenil, to zato zaradi tega, ker je res tam čarovnija predstavljena tak, kot je, in tudi vsi triki, ki so jih oni v bistvu izvajali, ok, malo je sicer prirejen, glede da se vse en teleportira na drugo stran, to ni res, ampak še vse dejansko bi lahko to bilo mogoče, da bi to nekdo izvajal, ne. Potem je prišel pa en drug film ven, ko je bil pa Now You See Me, ne vem, če ste gledali. Enka in dvojka tudi, mislim. Enka in dvojka, ti si bilo pa spet drugače, ker tam je bilo pa par trikov je bilo res, par trikov je bilo pa tako fantasy, ne. Ampak dejansko je vse te velike produkcije, ki pač delajo v tem Magic svetu, oni recimo, če se grejo na nek tak dober način to narediti, vedno pokličejo potem producente, ki so čarodeji in jim potem oni pomagajo
in narediti ta film še boljši, ne, sploh če je kak čarodej v igri. In vem, da je tukaj pri Now See Me je sodeloval Copperfield pa Blake Voigt, to je en ful dober čarodej, ko izumlja trike pa tako. Tako da imajo pomoči čarodejev in da pol to nekako nastane. Ne. Je pa res, da pač to je Hollywood, pač morajo narediti, da se neka stavba zdaj spremeni, pač tak je, ne. Valjda. Si pa bil ta vikend tudi tukaj pri nas, si imel predstavo v Portorožu. Tako. Kako je bilo najprej? Bilo je ful dobro. Jaz se zelo rad nastopam v auditoriju, ki mi je zelo lepa dvorana, pa zelo lepo, prijazno osebje. Jaz zelo rad nastopam tu na obali, imam tudi punco iz obale. Tako da, ja, pač ful je bilo lepo, ful je bilo fajn. Primorci so tak fajn narod, ful rad nastopam, ker se tak uživijo noter v trike, to mi je tudi všeč. Mi smo eni tudi. Batman! Wizard! Ne. Wizard, Torej, predstavo Iluzija imaš, bi rad nadaljeval s takšnimi predstavami, kaj ti je mogoče bliže? To, da hodiš na neke zasebne zabave, izvajati svoje trike ali da imaš svojo predstavo, pa z njo potuješ po Sloveniji, bi lahko temu tako rekli. Kaj ti je bliže, kaj bi rad delal? Dejansko mi je to bila vedno želja imeti svojo predstavo, ampak mi je vedno bilo težko to nekako narediti, zaradi tega, ker tako se rekel, Slovenija je majhna, ne, pa bi rabo res enega dobrega partnerja. In potem sem v bistvu prišel nekako navezavo za Špas teatrom, ko so mi potem oni pomagali pri tej predstavi in smo naredili to Iluzijo, ker je dejansko ful dobra predstava, pa jaz se ne rad hvalim. Pač res je cool, zaradi tega, ker je tako tako se rekel, stand-up, magic, comedy, šokantni obrati, vse je pač prepletenje vse. In ja, to pač meni je recimo ful všeč to potovanje po celi Sloveniji pa delati svoje predstave pa to, ampak mi je ta zasebnost tudi ful dobra, ne, recimo, da me pokliče na svoj privatni nastop, je to res tak posebno doživetje, ne, ker imaš tako 1 na 1, gledaš nekoga pa mu nekaj pokažeš. Drugače pa ja, delam pa v bistvu vse, pač take predstave za podjetja, poroke, vse živo. No. Spletno stran imaš tudi, ne? Tako, magicalexander.com. Evo. Ma si želiš prosperirati v tujino, ali ti je v redu v Sloveniji biti? Tako bom rekel, jaz sem prepotoval že kar nekaj tujine in če sem čisto iskren, mi je Slovenija najlepša država do zdaj. Zakaj? Zaradi tega, ker dejansko tukaj smo zelo varni, pa vse imamo blizu in meni je recimo ful všeč, da lahko grem za en teden nekam nastopati, pa prijem nazaj. Pa spet en teden grem tam, pa prijem nazaj. To mi je recimo ful všeč in jaz recimo zelo pač potujem za novo leto sem bil v Švici, pa sem bil v Italiji, pa zdaj grem na Madžarsko. V Benetkah si bil ta vikend? Ja, v Benetkah smo en nastop, ja. Tako da se pravim, skozi se nekaj dogaja, skozi se posod potujem, ampak Slovenija je pa taka moja država, tako da ne vem, če me šel ven. Če se pa si še želiš v svoj karieri? Ja, to je pa zdaj ta, veš, ko imam zdaj ta preskok, ko bom 30 let, drugo leto star in zdaj se ta kriza srednjih let. In zdaj imam problem, kaj bi še rad dosegel. Ja, to absolutno se to kar naprej sprašujem, ampak po mojem, tako bom rekel, vedno sem si postavil neke cilje in tudi letos sem si rekel, da si ne bom postavil ciljev. Sem rekel, da me preseneti in sem že v začetku leta dobil 2 take ful velike ponudbe za ene take projekte, ki ne smem govoriti. In ja, bomo videli, kaj bo pokazano, ne? Ampak absolutno si pa želim še osvojiti par nagrad. Rad bi šel na kako tekmovanje, ki mi čarodeji imamo to tekmovanje po celem svetu in se potem v bistvu ti pokaže svojo točko in bi rad šel enkrat na to svetovno prvenstvo tekmovanje in bi rad osvojil eno nagrado, to mi je tudi cilj. No. Imaš že kakšno nagrado? Ja, imam že nagrade, v bistvu sem že bil mednarodni prvak v trikih, bil sem že v Švici, sem nastopil pa na Češkem, sem dobil nagrado. Ampak je pa eno prvenstvo, se mu pa reče FISM, to je v bistvu največje prvenstvo v našem svetu, ko pa pride iz celega sveta čarodej in se potem bojuješ drug proti drugom. Tako v Harry Potterju. O, nehaj, no! Kako izgleda to? Kako izgleda čarovniški dvoboj? V bistvu ni tak dvoboj. Dejansko izgleda tako. Pač ti moraš sestaviti 10-minutno točko in ti se najprej prijaviš, v katero zvrst bi rad tekmoval. Ker mi čarodeji imamo različne zvrsti. Eni delajo s kartami, eni delajo iluzije, eni delajo mentalizem, otroško magijo, vse živo. In se potem ti pač zbojuješ s temi najboljšimi čarodeji iz celega sveta v tej zvrsti. Ne? In potem ti prideš tja in imaš noter v žiriji, imaš 10 najboljših čarodejev iz celega sveta in te oni v bistvu ocenjujejo tvojo točko, kako si ti zdaj uporabil ta trik, zgodbo, tvoj stil, performance, showmanship, vse te stvari. Ne?
ne, in potem te ocenijo. In če si izvrščen, pač dobiš nagrado. Pač ta fizik, to je najbolj prestižna nagrada pri našem svetu. No, to se kje prenaša, to se lahko kje to spremlja, tako en povprečen človek? Ja, absolutno. Vse gor prenašajo. Recimo 4 leta nazaj, ko je bilo v Italiji svetovno prvenstvo, so v bistvu prenašali v živo ta šov. Tako da ja, ampak če gor se napiše Championship for Magic, se pol to najde. Najde hitro. Sicer smo dolgi, jaz vseeno bom vprašal, ker me zanima. Koliko stvari imaš na sebi trenutno, s katerimi lahko izvajaš trik? Trenutno ti lahko pokažem. Na sebi imam recimo dva predmeta, ki bi lahko naredil, ampak v glavi imam pa 200 trikov, kot jih lahko zdaj pokažem. Veš kaj je fora? Umetnik, to je umetnik. Veš kaj je fora? In s tem se bom navezal na naslednje vprašanje. Ja. Imaš svojo akademijo, kjer učiš, kot smo rekli, tudi mlajše, torej puščaš za sabo nek legacy. Ja. Kateri je tisti prvi in osnovni moto, ki ga moraš predati nekomu, zato da bo razmišljal tako kot ti, da lahko postane čarodej kot ti? Da je v bistvu več jih imam v bistvu, ampak najpomembnejše je v bistvu to, da se ljudje zavedajo, da čarovnija ni razkrivanje trikov, ampak da je v bistvu zabavanje ljudi in da prenesejo, da je to v bistvu umetnost. Ker recimo jaz, če se ti ukvarjaš s tem, imaš vedno problem, sploh v Sloveniji tega ljudje ne razumejo, ker mene vedno vprašajo, kaj pa delaš, čarodej sem, aha, česa pa živiš? Ne, to je vedno. Vidim, da čarodeji in glasbeniki imamo isti. Isto je, ne? Valjda rečeš, pričaram si denar, ne logično. Ja, se pa je to zamanjca. Pokaži mi 100 evrov, zdaj ti bom pokazal, kaj zaslužim. Recimo, to je ful razlika, ker mi Slovenci še nismo toliko tega sprejeli, takih stvari, se pravi, tudi zdaj so novi pač poklici in to, in ljudje tega ne razumejo. V tujini, recimo v Angliji, ko rečeš I'm a magician, ti rečejo, good for you. To je malo izvonega, veš, da je pusti me pri miru. Ja, mogoče ja. Ne, ampak zdaj pa vprašanje zate, ki se s tem ukvarjaš. Ti živiš samo od tega? Samo od tega, ja. Tako je. To je dobro vedeti. Ja, že zadnjih 6 let se v bistvu s tem profesionalno ukvarjam. Se pravi, da si plačujem vse sam, stroške, vse SP in to. Tudi čarodeji so SP. Ja, ne gre drugače. To je šele čarovnija, surate SP. A ne, to je to. Za vse, ki ste zdržali do konca našega intervjuja, danes je meni švignilo. Tudi meni. Fuli hitro šlo. Kot čarovnija. Res kot čarovnija. Boste sedaj deležni še ene poslastice, čisto na koncu. Mi se tebi, Aleksandar, močno zahvaljujemo za čas in da si prišel sem in nam razkril vse stvari, ki so nas v bistvu zanimali. Pa bi še imeli, ampak dajmo reči, da nam zmanjkuje časa. Absolutno. Hvala ti, pridi še kdaj. Hvala za povabilo, ful je bilo fajn. Za vse, ki ste se nam pridružili na YouTubeu, smo eno poslastico samo za tiste, ki greste in pogledate res intervju. Bomo z Magic Aleksandrom, oziroma on bo izvedel en čarovniški trik. In jaz sem se javil tako itak, ker ciljam na kariero v čarovništvu, zakaj pa ne. Pozdravljen za drugim stolom, pozdravljen za drugim stolom. Čau. Veš kaj bi, ko si rekel, da bi se rad malo tako v svet pa to, bi se rad najprej malo pogovoril s tabo, ok? V redu. Lik tudi, da vidim, kako razmišljaš pa tako, ne? Zmenjeno. Recimo, ti že kdaj prebral misli? Ne. Ok, to je zelo taka stvar, ne? Ker recimo branje misli je spet tak velik pojem, ne? A veš, recimo, en je lahko ugotovil neko številko, en je govoril nekoga nekdo misli, ali pa ne na tak način. Recimo, da bi jaz zdaj te preko, samo da vidim, koliko te testiram, ne? Mislim na eno številko med 1 in 10, ok, pa ne mi reč, imaš eno številko v mislih, ok, pa ne na 7, eno drugo, si 7 razmišljal, ali si... Je šla, ampak je šla mimo. Se mi zdaj, ker sem začutil, kaj si šel na pol na katero številko si šel? Na 5. Ok, cool, ne. No, recimo, to je ena taka kratka vaja. Ampak mi se ne bomo s tem igrala. Bi bomo šla malo drugače. Poglej, jaz vam v bistvu zraven sem prinesel karte. In karte verjetno poznaš. Karte si že verjetno daj. Klasična 52 kart. Ja, malo manj jih je, ampak dobro je. Ok, dobro. 52 jih je pa v bistvu normalne set. Ti primi karte, jaz ti primi mikrofon, malo jih zmeši, prosim. Zmeši karte. Zmeši? Ja, tako. Čakaj, moram mešati, da kamera... Ja, nima veze. Glih tu, da si vidi, da so pač različne kamere. Da so zmešane, ok. Ekala, mislim, da so dovolj zmešane. Vrhunsko. Evo ga, to je to. Zdaj ponovadi triki s karte izgleda tako. Nekdo ti da karte, ti si eno karto zbereš in potem ti on v bistvu poišče, ne? Ampak tokrat bom v bistvu malo drugače naredila, ker hočem, da je res v bistvu ta trik res osebno za tebe, prav? Boš si ti v bistvu samo zapolnil eno karto noter v sredini.
Okay? Zmenjeno. Za noter boš videl, jaz bom šel tako skozi karte in ti boš videl eno karto. Ne boš povedal, katera karta je to, samo mislil boš na to karto. Zmenjeno. Okay? Ker nočem, da Ampak moram misliti na to karto. Na to karto, ko boš videl. Ok, si pripravljen? Sem. Ne si zapomnil spodne. Prav? Ok. Zelo počasi, zapomni si eno karto, imaš? Imam. Ok, misli na njo, samo močno misli, predstavljaj si, da je to karta za tvoje mislimi. Okay? Prva stvar, ki te bom vprašal, je, a bila ta karta mogoče rdeča? Ne. Ok, je bila potem, ok, ena druga, nema veze. Zdaj bomo imeli vprašanje, se pravi, v bistvu potem mora biti črna. Torej, ne? Tako je, ja. Odlično. Lej, vzemi prosim karte, tak jih primi, to je to. Ti si zdaj noter videl, a si mogoče videl dve karti tudi noter, ali si videl samo eno? Videl sem 4, po mojem, ampak okej. za eno sem se odločil. Za eno si se odločil, ok. Ja. Ta karta, tako visoka karta? Visoka karta. Visoka karta? Ja. Ok. Se pravi, to sklepam visoka od ene 10 naprej. Tako je. 10, fan, dama, Ja. kralj. Ne vem zdaj kaj je, ok. Tako. As je lahko tudi recimo visoka karta za nekatere, ampak po pravim je as nizka karta, ne? Je enka. Ja, tako. Tako, ja. Ok. Se pravi, ti si rekel, da je visoka karta, zdaj imamo, ok, zdaj recimo, če recimo rekel sem 10, vem, da 10 ni, to se ziher. Ok, zdaj mislim, da je fant, dama, kralj. Tu zdaj ena stvar, ja, ok? Zdaj pa reči samo fant, dama, kralj. Na glas, reči fant. Fant, dama, kralj. Ok, dama ziher ni, gremo naprej, gremo fant, kralj, reči fant, kralj. Fant, kralj. Ok, mislim, mislim, da je kralj. Je kralj ali ni? Je? Ok, je kralj. Ok, zdaj pa recimo, če imamo črn kralj, zdaj moramo še ugotoviti, katera je. Ali to je pik ali križ, ok? Ja. Reči pik, Pik, reči križ. križ. Ja, križ si bil bolj tako, spravi kralj križ je po mojem bila tvoja karta. Je bila? Ja. Je bila? Zdaj, ti si tudi recimo več čas držal karte, imam prav, ne? Ja, res In pa je. ti, ko si rekel kralj križ, so te dejansko karte poslušale. So me poslušale? Ja, ker zdaj si kart noter v kartah, se obrnala ena karta. Ok. Točno tvoj kralj križ. Lej, ti vzemi mikrofon. Res? Ja, vzemi Ena karte, karta je tudi obrnjena? Ja, pejdi čez. Ne. Ja, pejdi čez tako Ja. čez. Res? Ne zabavam se, pejdi čez. Se nekaj toč. Ne hecam. Ja, pejdi čez karte, zelo počasi, noter v sredini je ena karta narobe obrnjena. Pokaži. Sam, ti si videl še eno karto si videl noter v Ja. spominu. A si videl kako rdečo mogoče tudi? Tudi. Ja, katerega si videl rdečo? Tudi visoko. Ja, tudi visoka. Katera je bila to? Fant. Fant, ok? Ok, kateri fant? A se mogoče spomniš rdečo? A je bila srce kara? Bolj kara. Kara? A se pravi, fant kara si tudi videl to karto noter? Ja. Ok, veš, ti moram povedati eno stvar, ladaš karte skupaj. Nekaj, smem. Ja, da karte skupaj, ja. Ti moram povedati eno stvar, ne? Mi smo prej imeli intervju, ne? Se spomniš, ne? Ja. Pa ste mi dali en čarovniški set. Ja. Se spomniš, ne? Ja, se spomnim, ja. In noter v tem setu je bil en komplet kart. Ja. Se spomniš, ne? Ja. Lahko greš zdaj po set. Ne! Ne! Pejdi po set, pa prinesi set sem. Super. Kar cel ga prinesi sem, ja? Tako, ja, tako je, cel pek, ja. Ne, Pa se sem se ne, usedi. ne, ne, ne. Jaz se teh kart nisem dotikal in tudi on se je prej vzel te karte, da je videl, če slučajno lahko še izvede en trik. Vzemi te karte zdaj, pa jih dej ven, ker ne samo to, ko si ti rekel fant kara, se je zdaj tudi noter v tem kompletu obrnil fant kara. Druga karta, ko si zapomnil, sploh nisi vedel, da si se zapomnil. Pejdi čez, pejdi čez. Ja, tako prej. Ja, isto kot prej, pejdi čez. Noter v sredini kompleta kart, zdaj boš videl, da je ena karta. Chris Angel. Mind freak. Ne. Wow. Hvala lepa. Hvala tebi, Aleksandr. Kakšen aplavz za Aleksandra. Wow, ne, mislim, tisti, ki ne gre danes na YouTube. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Caprice. Dobro jutro, Radio Caprice.